Večer, lepo pozdravljeni na zadnjem letošnjem srečanju pod okvirno temo Ne se bat, verouka za odrasle. V bistvu bomo se pogovarjali, razmišljali in potem tudi upam, da bo kaj vprašanj res po tem uradnem delu na temo zadnjih členov veroizpovedi. To se pravi, verujemo v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje. Bomo šli kar malo podrobno. Za začetek bi vas pa povabil, da prisluhnemo enemu odlomku iz pisma Rimljanom. Vzeli bomo kar ta nov prevod jeruzalemski, tako da bomo se razpoložili za to. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodila v nas. Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov. Stvarstvo je bilo namreč podvrženo ničevosti in sicer ne po svoji volji, ampak zaradi njega, ki ga je podvrgel v upanju, da se bo tudi stvarstvo iz suženjstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok. Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno vzdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo ono, tudi mi, ki imamo prvine duha, tudi mi vzdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa. Odrešeni smo bili namreč v upanju, upanje, ki ga vidimo, pa ni več upanje. Kdo bo namreč upal to, kar že vidi? Če upamo v to, česar ne vidimo, pričakujemo to s potrpežljivostjo. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Bomo probali brez tega dodatnega mikrofona, če ne boste slišali, se presedite bližje, ker ne morem vsega držati v rokah zaradi tega. Skratka, če dobro pogledate zadnje člene veroizpovedi, boste videli, da se nekatere stvari kar malo ponavlja in tudi pozneje, ko bomo govorili, boste videli, zakaj so cerkveni očetje na koncilih v bistvu nekatere stvari ponovili. Zato, ker jih je bilo treba ponoviti po Božji previdnosti, bom rekel, Božji previdnosti se niso mogli upreti, po drugi strani pa je to znamenje časa, v katerem so te veroizpovedi nastajale. Ker je šlo za vprašanje, kot smo že večkrat rekli, in razprave in potem tudi krivoverstva celo. Ali je imel Jezus človeško naravo? Ali je imel samo človeško naravo? Ali je imel Božjo naravo? Ali je imel samo Božjo naravo, ki je prevzela človeško, tako da je človeška čisto zginila? Razumete, kaj vse odzadaj, ne? In seveda potem vse tisto, kar je vezano na naravo. In zato so cerkveni očetje na koncilih nekatere stvari poudarili izrecno, da bi se izognili in povedali, kakšen je pravi nauk, ki izhaja iz evangelijev in seveda še naprej iz Stare zaveze. Zato bomo skušali nekatere stvari malo bolj podrobne, druge pa vsaj na hiter. Verujem najprej v Sveto katoliško cerkev. Pa smo pri svetosti, ne? Ko pogledate vašega župnika, se mi zdi, da vas krmi nema v svetost, ne? Ko jaz pogledam vas farane, si rečem, Polanska cerkev, malo ironije je vzadej, ne? Je pa že sveta cerkev. Pa se tudi vi malo nasmejete, ker veste v bistvu, da je malo res, malo pa ni čisto res. Ne? Da je to, da verujemo v sveto cerkev, res potrebno dodelati in videti, kaj mislim s besedo in kaj so cerkveni očetje menili, ko so zapisali to, kar je apostol Pavel napisal, v svetosti smo poklicani, in tako dalje. Kaj torej to pomeni svetost in kdaj smo na poti svetosti? Verovati, da je cerkev sveta in katoliška,
ter da je ena in apostolska, kakor dodaja nicejsko-carigrajska veroizpoved, je neločljivo od vere v Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. V apostolski veri spovedujemo, da verujemo v sveto cerkev, credo ecclesiam, in ne v sveto cerkev, to se pravi, da ne bi razumeli narobe, ne? Se pravi, verujem cerkvi, cerkev, ne v cerkev, da ne bi ljudje mešali to, a ne, da te pojme, ko nas gledajo ljudi, a ne, pa vidijo človeško cerkev, ko gledajo zgradbo, mislijo cerkev, da torej sami cerkveni očetje so se že temu v principu izognili, čeprav mi imamo v prevodu v cerkev, oni so pa rekli, verujem cerkev, razumete razliko? Cerkev, sveto cerkev, ne v cerkev, cerkev, ki je nekaj res čudovitega in božjega, in ne v sveto cerkev, da ne bi na isto raven postavljali Božja in njegova dela in da bi jasno pridevali dobroti Boga samega vse darove, ki jih je položil v svojo cerkev. In v latinščini to in ecclesiam collecta sunt. Se pravi, ko gledamo obe veroizpovedi, govorimo, da verujemo v eno, sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Zdaj po domače bi mi znal kdo razložiti, katere od cerkva, menda jih je okoli 6000 krščanskih cerkva na svetu, se znate predstavljati. In po tej statistiki sociološki je katoliška cerkev samo ena izmed 6000. Katere od teh 6000 cerkva bi lahko vi rekli tako po domače, na podlagi svojega verskega znanja, svojega izkustva, svojega poznavanja zgodovine in vere bi lahko rekli, da bi lahko veljalo, da je ena, sveta, katoliška, apostolska. Ajde, kakšne predloge? Saj ne boste nič kaznovani, saj se pogovarjamo, tudi Bog razume, da naše vedenje ni popolno, šele potem, ko bomo v nebesih, se bo to razširilo. No? Imamo kakšen predlog? Tista, ki jo papež vodi. Tisto, ki je papež vodi, ampak recimo nekatere cerkve, asirska recimo, vodi tudi papež. Vidiš, kako je treba biti, potem, ko razmišljaš, ne? Kako hiter moraš biti previden, ne? Da se izražaš. Še bolj konkretno, bomo rekli po domače, ali moramo trditi, da so razne, narekovajo, krščanske skupnosti, cerkve, ki so nastajale v 19. stoletju, pa v 20. stoletju in še danes nastajajo po Ameriki, ali smemo trditi, da imajo te lastnosti, da so ena, sveta, katoliška in apostolska. Na podlagi tega, kar zdaj veste, mislim, ne tega, kar boste vedeli pol na koncu. Že zdaj vi čutite, da to ne more biti resa, ne? Da, če druge ne manjka, če bi rekli, da imajo morda še neko zvezo s cerkvijo, pa Kristusom v redu, morda, če krščujejo, so torej po domače, so tudi na poti k svetosti, pri katoliškem že malo smo v dvomih, ker ne vemo točno, kaj pomeni, ne, ko mislimo samo sebe, svojo cerkev. Pri apostolski smo pa hitro v dvomih, ne? Pomeni, da ni, ker je nastala kar nekje, pomeni, da nima od apostolov koreni naprej, a razumete? A ne, že zdaj na podlagi tega, kar vemo, v bistvu lahko ugotavljamo, da so nekatere verske skupnosti, cerkve, ki se imenujejo krščanske, v bistvu zelo tako krščanske in jih marsikaj tega manjka, kar dejansko imajo največje cerkve, ki izhajajo iz apostolskih časov, od Kristusa samega. To je seveda rimokatoliška, kot je danes imenujemo, drugače je bila to skozi katoliška, so dobršen del pravoslavnih cerkva in koptska cerkev, ki je tudi pravoslavna, to se pravi egiptovska, etiopska cerkev, recimo, mimogrede, prej so nekateri Afričani postali kristjani kot Evropejci, ne? Ker se spomnite v apostolskih delih, kako opisuje Filipa, apostola, ki ga je duh privedel
hevnuhu etiopske kraljice Kandake, ki je bral preroka Izaije, ko se je vračal iz Romanja v Jeruzalem in ni nič razumel, pa se Filip prisede k njemu in pa pravi, a kje razumeš? Nimam pojma, je rekel, kaj berem. In mu je Filip razložil in ga je pripeljal do Kristusa in potem ta evnuh reče, zakladničar bi rekli etiopske kraljice Kandake, ne? Reče, kaj pa potem meni brani, da bi bil jaz krščen, poglej, tam je voda. In Filip reče, nič, če veruješ, da je Jezus Kristus odrešenik. In se je krstil in Filipa piše, da je duh odvedel, ta evnuh etiopske kraljice je šel pa v Afriko domov in je oznanjal evangelij, tako kot bi moral vsak delati. Vemo, da Pavel je šele precej potem prišel v Evropo, ne? 14 dni nazaj smo brali, ko je prišel v Filipe, to je Makedonija, bila takrat rimska pokrajina, to je, bi rekel, v severni Grčiji, mesto Filipi, oče Aleksandra Velikega je to ustanovil, tisto mesto, pa potem tako naprej. In prvi človek iz Evrope, ki je postal kristjan, kdo je bil? Ženska, trgovka, Lidija. Kdo je bil pa prvi moški, ki je postal evropejski, ki je postal kristjan? Ječar, ja, Lucija je bila pri maši, se ji vidi. Ječar, ne, ker so ju zaprli, Pavla in Sila, in je potem tisti potres nastal in je bil on, kot dober ječar, je vedel, da če mu jetniki pobegne, da ga čaka smrt in je mislil, kar sam se usmrtita, ne. Pa Pavel pravi, nikar, še smo tukaj, vsi smo živi in mu je začel oznanjati, kdo mu je to naredil, zakaj sta ona dva in vsi jetniki nenadoma svobodni in potem ju povabi domov, ju pouči in se vsi krstijo. Skratka, govorim tudi zato, da čutimo to apostolskost, ne? Da smo začutili pri etiopski cerkvi, pri katoliški cerkvi, pri pravoslavnih. Zdaj pa eno cerkev. Bom kar prebral odlomek iz katekizma katoliška cerkev. Cerkev je ena po izvoru. Najgloblji vzor in počelo te skrivnosti je v trojici oseb enota enega Boga, Očeta in Sina v Svetem Duhu. Cerkev je ena po svojem ustanovitelju. Učlovečeni Božji Sin je namreč svojim križem vse ljudi spravil z Bogom, znova vse vzedinil v eno ljudstvo in eno telo. Cerkev je ena po svoji duši, v narekovaju. Sveti Duh, ki biva v vernikih, napolnjuje ter vodi vso cerkev, uresničuje to čudovito občestvo vernikov in vse tako tesno združuje v Kristusu, da je on počelo edinosti v cerkvi. Smo razumeli? K bistvu cerkve torej spada, da je eno. Kakšna čudovita skrivnost, obstaja en sam Bog, Oče vsega vesoljstva, en sam Logos, to je Kristus, torej učlovečena beseda, Logos vesoljstva in tudi en sam Sveti Duh. Povsod istoveten, obstaja tudi ena sama devica, ki je postala mati in jo rad imenujem cerkev, je rekel sveti Klemen Aleksandrijski. Vendar pa ta cerkev že od začetka stopa pred nas z vso raznolikostjo, ki izhaja iz raznovrstnosti Božjih darov in hkrati z mnogoterosti oseb, ki te darove dobivajo. V enoti Božjega ljudstva se zbirajo raznoličnost ljudstev in kultur. Slišimo, ne? To, kar smo razlagali. Med ljudi cerkve obstaja raznoličnost darov, nalog, položajev in načinov življenja. V cerkvenem občestvu zakonito obstoje tudi delne cerkve, ki imajo lastna izročila. Slišimo od zadaj, ne, grko-katoliške cerkve in še mnoge druge, ki imajo isto izročilo in poreklo. Veliko bogatstvo te raznoličnosti se ne nasprotuje edinosti cerkve, vendar pa greh in teža njegovih posledic neprestano ogrožata dar edinosti. Tudi apostol mora spodbujati, naj ohranimo edinost duha z vezjo miru. Pravi že Pavel v pismu Efežanom. Ne? Pa spomnite se, kako je Jezus molil pri zadnji večeri, v tisti veliki duhovniški molitvi. Oče, da bi bili vsi ti moji učenci eno, ne? Moja cerkev ena, kakor sva midva, jaz v tebi, ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Torej,
Gremo malo še pogledati pojem svetosti. O cerkvi verujemo, da je neuničljivo sveta. Kristus, Božji sin, ki ga z očetom in svetim duhom slavimo kot edinega svetega, je namreč cerkev vzljubil kot svojo nevesto in sam sebe dal zanjo, da bi jo posvetil. Združil jo je s seboj in kot svoje telo ter jo napolnil s podaritvijo svetega duha v Božjo slavo. Cerkev je torej sveto Božje ljudstvo in njeni člani se imenujejo sveti. Tudi Pavel, če ste pozorni, pa kdaj berete Novo zavezo, svetim v Korintu, svetim tam. Kdaj stopimo na pot svetosti? Svetim krstom. Kakor je Jezus že rekel, kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan. Se pravi, svetostjo, s krstom gremo na pot svetosti in tudi stopamo v sveto cerkev. Če rečem po domače, tako da še bolj nazorno, s krstom stopimo v vrste svetniških kandidatov. Imamo te kandidate, ki jih naša vsaka delna cerkev ima, ko predno jih razglasi cerkev za svete, gredo preko postopka posebnega in jih imenujejo svetniške kandidate. To so posamezniki, ki so že odšli iz tega sveta in so svojo vero, svojo svetost, svoje življenje dokazali s krepostnim življenjem. Za vsi od nas pa smo dejansko na pot svetosti stopili svetim krstom. Cerkev, ki je zedinjena s Kristusom, je od njega posvečena. Po njem in v njem postane tudi sama posvečujoča. Vse dejavnosti cerkve imajo za svoj cilj posvečevanje ljudi v Kristusu in poveličevanje Boga. V cerkev je namreč položena vsa polnost zveličavnih sredstev. Cerkev je tista, v kateri po Božji milosti dosegamo svetost. Ne pozabite tega, Po občestvu cerkve bomo še bolj se pogovarjali. Cerkev je Božja ustanova, ustanovil jo je Kristus. In po cerkvi Bog deli po zakramentih in drugih, in tudi po občestvu samem, deli zveličavne milosti. Bomo še polki rekli na tem. Na zemlji je cerkev odlikovana z resnično, čeprav nepopolno svetostjo. V svojih hudih mora popolno svetost šele doseči. Mi smo hudje cerkve, razumete? Zato sem prej rekel, če župnika pogledate, kar malo vas mine svetost. Podobno si morda jaz mislim o vas, pa ne bom povedal. V svojih hudih mora popolnost doseči, svetost šele doseči. Okrepljeni s tolikimi in tako močnimi zveličavnimi sredstvi, kliče vsakega po njegovi lastni poti k tisti popolni svetosti, katere polnost ima Oče sam. Ljubezen pa je duša svetosti. Kako je apostol Pavel v prvem pismu Korinčanu zapisal? Ko bi govoril človeške in angelske, hrepenite po večjih božjih milostnih darovih. Hočem pa vam pokazati še odličnejšo pot. To je to. In potem, ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel in tako dalje, sem brneč bron ali zveneče cimbalje. Po domače, živim in ropotam v prazno. In ko bi razdal vse, kar imam in tako dalje, pravi apostol Pavel, če tega ne naredim iz ljubezni, nisem nič, sem nula, ker sem poklican zgrabiti večje božje milostne darove, razumete? Hrepeneti po večjih milostnih darovih in jih uresničevati in potem naštevati isto. Ljubezen je potrpljiva, ni nevoščljiva, se ne ponaša, se napihuje, se ne da razdražič, ne išče samega sebe, ne misli hudega, vse prenese, vse veruje, vse upa, nikoli ne mine. In potem zaključi. Za zdaj ostajajo vera, upanje, ljubezen. To troje, največje od teh pa je ljubezen. Ljubezen nikoli ne mine. Apostol Janez pa pravi, Bog je ljubezen. Razumemo? Smo razumeli to logiko. To se pravi, zdaj pa gremo katoliško, da boste malo še ta pojem razumeli. Beseda katoliški pomeni vesoljen, v smislu glede na celoto oziroma v celoti. Se pravi, katoliška cerkev pomeni, da je vesoljna, celotna, zajema vse. Zemeljsko,
in nebeško, vidno in nevidno, pa hkrati tudi prostorsko v sveta. Ne? Se pravi, pojem katoliških je zelo obsežen. Cerkev je v dveh pomenih torej katoliška. Katoliška je zato, ker je v njej navzoč Kristus, kjer je Kristus Jezus, tam je katoliška cerkev. V njej obstaja polnost Kristusovega telesa, zedinjenega s svojo glavo, v čemer je vključeno to, da cerkev od Kristusa prejema polnost odrešenskih sredstev, ki jih je on hotel, izpovedovanje pravilne in celotne vere, neokrnjeno zakramentalno življenje in cerkveno službo, posvečeno zakramentom svetega reda znotraj apostolskega nasledstva. Poslušajte lepo logiko, ne? V tem temeljnem pomenu je cerkev bila katoliška že na binkošni dan, ker so bili že vsi zakramenti. In krst, mašniško posvečenje in duhovniki, škofje in duhovniki delijo potem primarno te zakramente naprej. V tem temeljnem pomenu je torej se zgodilo že na binkošni dan. In takšna bo vedno prav vse do dneva paruzije. Paruzija je tak strokovni izraz, pomeni Kristusovega prihoda v slavi. Ali kot ste rekli, smo se včasih učili do konca sveta, ne? Ko bo Kristus prišel v svoji slavi. Se pravi, to pomeni katoliška, ne? In še morda en izraz, extra ecclesia nulla salus, ne? Zunaj cerkve ni zveličanja. Aha, spet, če ste tu poslušali, kaj pomeni katoliška ta izraz iz prvih koncilov, ko molimo veroizpovedi. Takoj čutite, nekatere cerkve nimajo 7 zakramentov, sploh nimajo zakramenta svetega reda, kot se reče strokovno, da se pravi mašniškega posvečenja, ki v bistvu duhovniki potem delijo druge zakramente, imajo samo krst, vse ostalo je pa tako, precej simbolno, ne? Ali pa samo začasno. Spet čutite, ne? Ta izraz katoliškost. Ne? Zato je zelo pomembno tudi ta izraz majčkeno obdelati. Zunaj cerkve ni zveličanja, ker ga mnogi poznajo, recimo tudi dobršen del mladine, ki danes prisega, ali pa 1% mladine, ki danes prisega na tradicionalizem, ne? Pa na latinsko bogoslužje. Oni točno vedo, da zunaj cerkve ni zveličanja, ne? In zato oni se zelo trudijo poudariti svojo drugačnost, enkratnost, latinskost, tradicionalnost, hkrati pa nočejo iti ven, ker vejo, da zunaj cerkve ni zveličanja. Ker vedo, da je katoliška cerkev taka, kot je, ena, apostolska, sveta in ni druge. Ni druge, ne? Se pravi, gremo pogledati malo tele člene 846. Kako je treba razumeti trditev, ki jo pogosto najdemo pri cerkvenih očetih, a ne? Cerkveni očetje so, po Kristusu imamo apostolsko dobo, ne? Do smrti zadnjega apostola. Pa vmes se po bistvu že začne zgodba cerkvenih očetov. To so bili pa prvi škofja, ne? Ki so in potem ti prvi koncili. Se pravi, že od vsega začetka je ta izraz zunaj cerkve ni zveličanja, so ti očetje zelo poudarjali. Formulirana v pozitivni obliki pomeni, da celotno odrešenje in zveličanje prihaja od Kristusa glave po cerkvi, ki je njegovo telo. Takole pravi drugi vatikanski koncil. Oprt na svetopismo in izročilo cerkveni zbor uči, da je ta potujoča cerkev potrebna za zveličanje. Srednik in pot zveličanja je namreč samo Kristus, navzoč za nas v svojem telesu, ki je cerkev. Ko je on sam z izrečenimi besedami zabičeval potrebnost vere in krsta, je hkrati potrdil potrebnost cerkve, v katero stopajo ljudje s krstom, kakor skozi vrata. Zato se ne bi mogli zveličati tisti ljudje, ki vedo, da je Bog po Jezusu Kristusu ustanovil katoliško cerkev kot potrebno za zveličanje, pa bi vendarle ne hoteli vanjo vstopiti ali v njej vztrajati. Smo razumeli to sporočilo, ne? Res je,
ta trditev ne meri na tiste, ki brez svoje krivde ne poznajo Kristusa in njegove cerkve. Se pravi, kdor brez svoje krivde ne pozna cerkve in Kristusa, ne sodi v to skupino. Tisti namreč, ki brez lastne krivde ne poznajo Kristusovega evangelija in njegove cerkve, a iščejo Boga z iskrenim srcem in skušajo pod vplivom milosti v dejanjih spolnjevati njegovo voljo, kakor jo spoznavajo po glasu vesti, morajo doseči večno zveličanje. Res je tudi, da takšne ljudi, ki brez svoje krivde ne vedo za evangelij, more Bog po njemu znanih poteh privesti k veri, brez katere ni mogoče biti Bogu všeč. Kljub temu pa je cerkvi naložena nujnost in hkrati sveta pravica oznanjati evangelij vsem ljudem. Slišimo tudi... Kako? Tudi Židom. Tudi Židom oznanja. Vse imamo vsako, recimo tudi med Judi, ki živijo v Jeruzalemu, v Izraelu, je kar ne vem koliko procentna, ampak nekaj tisoč velika skupina Judov, ki so Judje po narodnosti in so sprejeli Kristusa odrešenika. Cerkev je odprta vsem ljudem in je dolžna oznanjati, ne? Pojdite po vsem svetu, oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu in naredite vse narode za moje učence. Ne? To je to poslanstvo cerkve, misijonsko bi rekli v današnjem jeziku, je vedno del naše krščanske drže. In seveda tistim, ki niso slišali, zdaj da se bomo razumeli, ki ne slišijo, ki v vesti niso spoznali ali slišali za Kristusa, to dejstvo, ne, da zunaj cerkve ni zveličanje, ne velja, ker Bog mora tudi njih po vesti pripeljati do vere in do zveličanja. Ne? Fajn je pa, da vemo. Ne? Apostolsko pa tako vemo, ne? Kaj pomeni apostolsko. Ne? Tako, po domače, da bomo razumeli. Kristus je izmed svojih učencev izbral 12, ki jih je imenoval tudi apostole, ne? Pomeni poslane in jih je potem tudi pošiljal. Ampak je imel poleg, samo tako za razlago, poleg 12 je imel pa še večje skupine učencev, ki jih je imel 90-ere, 72-ere, ki jih je pošiljal po 2 in 2, kamor sam ni mogel priti, je rekel, ali pa jih je vnaprej pošiljal in rekel, pojdite in oznanjujte, Božje kraljestvo se je približalo. Izmed njih je pa izbral 12, ki jih je imenoval tudi apostole. Ne bomo zdaj pripovedovali imena, seveda poznamo 3, ki jih je Jezus vedno jemal na pomembne dogodke, to je bil Peter, Jakob in Janez. Potem imamo še druge apostole, nekateri so bili celo Jezusovi sorodniki, tako kot Jakob recimo. Eden izmed apostolov pa vemo, da je vzljubil ne Kristusa, ampak čeprav je očitno ga imel rad, ampak se je potem obrnil, vzljubil denar, mamona, karkoli zdaj že to pomeni, ne? In potem Jezusa prodal. Morda še, kaj je to katoliško smo rekli, to se pravi, v več pomenih jo razumemo. Cerkev, v originalno svetopisemski izraz je pa eklesija, ne? Se pravi, iz grške besede el kalein, ne? Poklicati iz, ne? Ali pa stopiti skupaj in poslati ven. Noter slišimo potem italijansko besedo za cerkev chiesa, ne? Francosko l'Église, ne? Iglesia špansko, ne slišimo pa nemške kirche, ne? Te pa ne slišimo. Ali pa še bolj severnjaške kirke, ne? Ali pa mađarskega templo, ne? Tega pa ne slišimo. Niti ne slišimo slovenske cerkve noter, ne? Ker je zgleda, da smo Slovenci ta izraz cerkev bolj v stoletjih bolj iz nemščine ali pa morda iz drugih jezikov tako podomačili in jo poslovenijali, ne? Še tole, ja. Ne bomo to spustili, da ne bom predolg, da ne boste rekli, že ta zadnja nam je župnik toliko zatežil. Odkot cerkev? Tako samo delovni naslov, ne?
Podobe, ki jih svetopismo Jezus sam uporablja za cerkev Božje ljudstvo. Ne? Imamo hlev, ne? Potem imamo polje, niva, ne? Sejavec se še vse mesejat, slište vse od zadaj. Ne? Jaz sem dobri pastir in tako dalje. Vinograd, ne? Jaz sem trta, vi mladike, če ostanete na meni, boste rodili sad, še malo vas bodo otrebili, pa boste dobro rodili, če pa boste se utrgali, vas bodo posušili. Ne? Potem je Božja zgradba, telo, Kristusovo telo. Ne? Tu apostol Pavel zelo razvija to, da smo mi Kristusovo telo in da je vsak izmed nas kot posamezen uta, ne? In da skupaj tvorimo, kot organi udje tvorijo naše telo, podobno tvorimo različni cerkev, Kristusovo telo in glava tega telesa, kot je pri nas, oziroma temelj ali pa odločevalec je tle gor glava, je potem v cerkvi pa to Kristus. Svet je bil ustvarjen zaradi cerkve, so dejali prvi kristjani, a ni zelo močna beseda? Pa ne zaradi tega, ker smo mi del cerkve, ampak zato, ker je cerkev Božja, ker je Kristusova, ker Kristus še vedno deluje po cerkvi, zato da bi oznanjala evangelij vsemu stvarstvu. Cerkev je torej ustanovil Kristus, vemo, da je na Kalvariji, ne? Tam se začne cerkev. Iz njegove strani so pritekli vsi studenci, cerkev, zakramenti. Enega je že naprej, en dan prej obhajal, ne? Na nekrvav način, to je pri zadnji večerji je na nekrvav način naredil to, kar je potem naslednji dan na Veliki petek in to potrdil, prav tako tudi to duhovniško službo. Ne? Vse teče z njegove strani, vsi studenci milosti, zakramenti cerkve, vse. Ne? Takrat je jedro. V javnost pa ta cerkev stopi s prihodom Svetega Duha na binkošni praznik. In če si pogledate Petra, ne? Prej je lepo sestra Anja Kastelica razlagala staršem družinskega veruka, je rekla, kakršen je bil Peter, je bil zanimiv. Ampak je tak vzorčen primer, ne? Kako potem, ko je dejansko postal prvi med apostoli, ko pri zadnji večeri postane škof, apostol, duhovnik, kaj že vsemu Kristus dal, in razumeš, ga je pred Sinedrijem ena ženska čist stresla, da je Jezusa trikrat zatajil, še dobro, da ga ni kdo od velikih duhovnikov. Že prva, ki ga je vprašala, ena ženska dekla, se pravi služabnica, ga je tako stresla v tej njegovi službi, da je trikrat Jezusa zatajil. Enkrat za drugim. In je potem jokal, in takrat so bili stvorili že v to očiščenje. V joku bi spoznal, kaj je zamočil. In še potem, veste, ko je Jezus že vstal od mrtvih in ko je že Peter videl prazen grob, je bil še vedno zaklenjen. Še vedno je nebo. So se bali, on in vsi ostali. In Jezus jim je prikazal pri zaklenjenih vratih, čeprav se ga prej že Peter pa nekaj. In še potem pred domajkami so bili še zmeraj zaklenjeni, in je že zostali. In še niso razumeli. Peter je postal Peter, to ga bil dejansko poznal, da tistega, ki je za Kristusa dal svoje življenje na Petrov glas. Takrat, ko je prijel Svetega Duha, on je apostol. Takrat pa je Peter prej si pokakal pred eno odlico na Veliki četrtka na petek. Potem je pa tisti, pred katerimi se je skrival na Veliki četrtek, ko so Jezusa sodili, je pa pred njimi govoril. Tisti, ki ste ga vi dali, izdali, umorili, dali prebiti na križu, tisti je ostal od mrtvega, razumete logiko. To je Sveti Duh. To je Sveti Duh. Takrat cerkev smo v javnosti takrat govorili. In nisem manj, je bil zaprt, pa ga je angel rešil. Na koncu vemo, da je dal za Kristusa svoje življenje, tista zgodba,
Opovari se, ne si poznate, ko je Sienkiewicz napisal tisto knjigo. Slonimo ga na legende, recimo legende imajo vse neko resnico, ne? Ampak jo je dobro omeniti zaradi nazornosti. Ko je Peter se začelo preganjati, ko mu živimo, so ga nagovarjali, ne? Kot so nagovarjali pri nas po vojni škofa, Rožbo naprej, ne? Imajo, da se bo šiter, ko bo minilo, pa nazaj prišel, ne? On je bil nasedel, recimo. Ali je Peter po legendi tudi, ne? In gre iz Rima, da bi se rešil, in tam sreča po poti enega tipa, ne? Pa gre noter, in tisti podmik mu gre poznaje Jezusa. Pa pravi Jezus, nekam pa greš, Peter, neko vadiš? Ne, Peter vpraša Jezusa, ja. Ko vadiš do mene, kam greš, Gospod, ne? In gre v in da bo že enkrat umrl, ko ti boš zadnji. Ki pripoveduje zgodbo, da se obrne in potem šel Jezus pa je zaspel. Se pravi, na pikošni trasi takrat cerkev živi, ne? In čim bolj cerkev pritiska, takrat je vedno poživa. Takrat je vedno živa. Vedno živa. Morda mi danes ne škodimo dnevnim pritiskom, zato ker so mekejši, kar je pa velik problem, ker so gospodar tega sveta uporabljajo sofisticirana mehka orodja, da morda mi mislimo, da ne, ampak smo pa na zelo močni preizkušnji preganjeni. Ne samo to, da največ trenutno najbolj preganjena verska skupnost v svetu smo kristjani. In največ za ljudi zaradi vere umre kristjanom. Zdaj, leta 2024, ne. Morda to nas je toliko ne čutimo, čutijo kot druge, pa nas pa slišimo to, ne. Ne upam vse, ker če bom povedal in bo začel zagovarjati krščanske vrednote, vem, da ne bom napredoval, pa ne. Razumete? A ni ista logika. Ampak se mnogokrat umaknemo, ne. Celino slovo odpravljamo s prihodom Svetega Duha, da je ta, če bi rekel zgodbo domača, ne, če je rojstni dan cerkve je veliki petek, ne, in je pa krstni dan v Pinkoški, ne, takrat gre v svet, kot mi se rodimo, pa krst, ne, z rojstnom se nam začne to vidno življenje, na krst pa gremo na pot svetosti, ne, smo svetniški, ker primerjave seveda šepa, ampak sem dober. Cerkev hkrati govori vidna in je plonja, je vidna in duhovna hkrati. Se pravi, Božja in je človeška, ustanovitelj je Kristus, vse izhaja iz njega, po cerkvi drži vse zakramenta, noter smo, da je več skupin, ki delujemo po Božje milosti, v moči krsta, moči krstnega duhovništva, potem še tisti, ki so posebej Bogu posvečeni, imamo redovnice, misionarje, potem tiste, ki jih je Bog posebej izbral in poklical in posvetil v posebno službo, se pravi škofe in potem duhovnike, diakone, tiste, ki primarno davijo zakramente, vodijo Božje ljudstvo, posvečujejo Božje ljudstvo, potem vas zakonce, ki na poseben način pričuje, da se spet ustratka, imamo vidno in hkrati duhovno, in seveda Božjo in hkrati človeško, hkrati človeško, Božjo zaradi Boga, zaradi ustanovitelja, zaradi vsega tega, kar Bog dela, daje po cerkvi še mnogo, da ne človeška pa zaradi mene, pa da ne bom vas imenoval pojbeni, ker smo taki, kot smo, ker smo še na poti, se še posvečujemo, smo že noter, pa ga še malo ven vleče, Bi radi bili sveti, pa nas svet potegne. V slovenščini je še precej Božji, take lepe besedne igre, bi radi šli po poti svetosti, pa postajamo svetli, In to se nam skozi dogaja, pa človeška, Bog je pa usmiljen, Bog nam dajte to orodje, da se dvigujemo, Eden iz zakrament, poleg krsta, imamo še drug zakrament, svete spovedi, potem nam daje pri drugih zakramentih moč, da se dvigujemo, da rastemo. In seveda tudi po cerkvi Bog zedinja sam sebe, oziroma Bog zedinja ljudi z Bogom,
Hkrati tudi cerkev so neki zakrament odrešenja. Ne bo privolilo sveda vezave, bomo še kdaj govoriš. Cerkev je Božje ljudstvo, je duhovniško preroštvo in kraljevsko ljudstvo. Slište noter tisto krstno duhovništvo, ne? Pri krstvu smo deležni skupnega duhovništva, rečemo. Recimo jaz, pa škofje, pa diakoni, se pravi diakoni, duhovniki škofje, smo pa prijeli zakrament službenega duhovništva. Ampak vsi smo deležni moči krsta službenega duhovništva. Ko pravimo duhovništvo, preroštvo in kraljevsko službo, da je malo se bi zavliktali, ne? Ali kot je prvega v pismu, prvo Petrovem pismu lepo rečeno, sam vedno pri krstu izberem, če imamo krst posebej to. Kaj se zgodi pri krstu? Vi pa ste poslani, slušaj, izvoljen rod, kraljevo duhovništvo, sveta, od Boga odkupljeno ljudstvo, Božja last. To se nam, torej, smo nekaj Božjega, ne? Čeprav so hkrati tudi človeškega. Smo hkrati Kristusovo telo. Cerkev je okej skozi Jezusom, ne? Ali smo z Jezusom ali nismo, ne? In smo eno samo telo, različni kleriki, laiki, duhovniki, Bogu posvečeni, misionarji, bogati, revni, in vsi smo del te svete cerkve, smo eno samo telo, Kristus pa je ta glava, ne? Hkrati pa tudi cerkev v podobi rečeno, tudi nevesta, ne? Če je Kristus ženi, in veliko krat imamo v Svetem pismu podobe, tiste sveste o svatvah, ne? In razlagamo duhovnike tudi, ne? Da to ženin pomeni običajno Jezusa ali samega dobrega Boga, ne? Smo torej, če je on ženin, smo mi cerkev, ki izhajamo z njega, ali pa nas k njemu vlečemo, ali tako je, smo torej njegova nevesta, ne? Njegova izbrana nevesta, temelj Svetega Duha. In vse do tej cerkvi je malo referizem, ki so vse namenjene, vse karizme. Kaj so to karizme? To so posebne milosti darovi, ki jih Bog daje vernim v različni meri in različne. Vsakemu tistemu, kar ve, da je potrebno in da bo on lahko, vse pa je zdano za to, da se gradi Kristusovo telo cerkev. Nič od tega, kar kdorkoli od vernih prejme. Ker vemo, da včasih smo mislili, da sem duhovnik, egzorcist, recimo, naprimer, ne? Egzorcist je lahko tudi laik, ne? Potem je še kakšen drug primer, ne? Zdaj, hočem reči, Bog daje, če se to dogaja v cerkvi in je potrjeno strani cerkve, je dano vse. Poznamo pa primere, ko nekateri začnejo s njene stvarmi bagateta, ne? Služite, ne? Takrat pa ni več to pač znamenje, da ni več Božje, ne? Temu se reče simonija, ker je prišel k Petru pa Janezu, ki je videl, kako se bo rekel, pozdravljenega tam. Da je rekel, fanta moja, tole pa dobro, ne? Dejte videl meni povedati, da bo tole gre, jaz vam pa do tedaj, ne? Bomo jaz pol še naprej služil. In to pa ne gre. Vse karizme, vsi darovi Svetega Duha so dani v korist drugim. In mi se seveda tudi, če jih kdorkoli od nas sprejme, se tudi posvečuje, ne? Ampak ne sme pa zlorabiti. Vse to je dano za izgradnjo občestva cerkve. Morda zdaj še občestvo svetnikov, noter smo tudi slišali, se že pogovarjamo kot ena taka rdeča nit za cerkev, svetost, ne? 4 so posredne reči, o katerih ste se učili pri verouku. V starih časih, ne vem, kako je bilo v Poljanah, ampak mislim, da to ni bilo. Druge so morali znati tiste vprašanja, 90 vprašanj na pamet, ne? In ko je škof vprašal ali pa župnika, ne? Naštej mi 4 posledne reči so v tem izostriti. Posledne reči vsakega človeka so smrt, sodba, potem pa pekel, vica ali nebesa, ne? Vica so torej že predstanje nebesa, zato se bi dal Bog lepaja, ne? Gre za torej osebno sodbo, ne? In ko torej
govorimo o občestvu svetnikov, zakaj to govorim, da nakazujem na to, da mi smo netičen dokaz, kako to občestvo svetnikov še ni popolno. Je še zelo grešno. Da torej, ko govorimo o občestvu svetnikov, torej bo šel v cerkvi, govorimo še o nečem, kar presega ta svet in naš. In v cerkvi nas to spominja na to dva velika praznika. To je praznik vseh svetih in praznik vernih duš. Praznik vseh svetih je praznik, ko se spominjamo vseh tistih pokojnih, ki so že pri Bogu v nebesih in jih je malo morja. So že sveti v polnosti, ker so v Božjem objemu, so v Božjem bližini. Vedajo Boga, če tako uporabimo svetopiselski izraz. Verne duše so pa tiste, ki so v vicah, to se pravi, so že za Boga. So doživele v tem srečanju s milostnim in usmiljenim Bogom ob posebni sodbi milost in so sprejele Boga za svojega odrešenika, celo tiste duše, ki niso bile krščene. In je potrebno zadostiti za svoje grehe, včasih odslužiti. In te duše so v posebnem stanju, ki ga imenujemo vice. Slovenski izraz vice res morda ni posrečen, je pač naš. V nekaterih imamo bogato, z samo besedo povemo vse, v drugih je treba razložiti. To morda boljše povedo drugi jeziki, ko to stanje imenujejo, recimo hrvaško je čistilište, se pravi očiščevanje, podobno je angleščini purgatorije, se pravi, kjer je treba se očistiti, zadostiti za svoje grehe, odslužiti kazen, da grehe po domačem. In to je stanje, potem je pa seveda, tu so te duše v vicah. Jaz se izdani za nas, ki smo cerkev na zemlji, je bil vojskovoča se cerkev, da se malo vzeli zadnjič razlago, ker se bojujemo, kar naprej se bojujemo zoper greh in zoper podobnega dogodka, kot pravi apostol Pavel v pismu Efežanom. Naš boj se ne bije samo zoper kri in meso, ampak zoper vladarstva in zlo in dobije, ki vladajo vsem tem vesolnem svetu. Vidnih in nevidnih stvari. Zoper vse, zato so imenovali včasih nas, ki živimo na zemlji, vojskovoča se cerkev, po drugem Vatikanskem koncilu pa se imenujemo potujoča se cerkev. Zdaj gostimo, da jaz imam včasih občutek, da smo bolj drevojoča cerkev ali pa sedeča cerkev, sploh v Polanah med mašo smo zlasti sedeča cerkev. Če greste drugam, vidite, da tam so tudi vstajajoča cerkev, pa nas smo pa v glavnem sedeča cerkev. Potem tista vica, ki je bila trpečnost imenovali tako še danes, in tista, ki je bila že v polnosti v nebesih, pa poveličana. In vsi smo občestvo sveti v Božji milosti. Vsi smo cerkev. Razumete? Nekaj smo še na poti, tiste, ki so že v vicah, in tiste, ki so pri Bogu že v nebesih. Razen tisti, ki so se Bogu odpovedali še ob zadnji možnosti, ko so se srečali s tem, tako smo rekli, s poslednje reči, Gospod, ne marati. Ščeno ti bo, noče. Razumem? Potem pa poj. Potem pa poj. In jaz sem rekla, da velika večina ljudi je pri Bogu ali po vicah, vica se pa reče pri Bogu, Božjo večina, mislim, da je tako, morda dosti še ne smeti. To je tako, vice se pravi, veš Bog, izkušnjo ga imaš, na zemlji si ga izkušal, v trenutku smrti si ga sem več srečal, izkusil, več kaj Bog je in ne moraš moraš odslušati, tako tudi podobe so se, kot da si silno zaljubljen v eno, pa ne moreš, ne smeš, ne veš, karkoli to je, razumete? Pa je tam, pa ne moreš, nekaj talska groznega beza ne moreš. No, kot vidiš, so tak. Kar je še nekaj točno, zakaj sem kvalitetno švedil naredil design, da mora biti že nekaj fakt. Morda pove še tale stavek, ki ga je Jezus povedal, kdo bo veroval in bo krščan, bo storičan. Kot vidite, tudi širše,
kot mi veliko pojmujemo. Za nas, ki živimo v krščanskem okolju in iz krščanskega okolja, velja opojna kombinacija, to nedvomno, ne? Vera, ki krst. Nekateri pa, ki so se rodili ali zrasli v enih takih okoliščinah, morda celo pronice plenih, proti krščanskih, nimajo pojma. Pa Bog poskrbi za njegovo zveličanje tudi tako, da jim da milostlja. Razumete? Zato za nas zunaj cerkve ni zveličanje. Bog pa usminjen je dober in omogoča tudi drugim, da gredo naprej. To se pravi, člen, če pojmo odvebrati, ampak kristne pa do izgledati, ko zas erem. Je pa pomembno, drugačne te, da je doktor Isajn. Da, ko je. Izraz občestva svetnikov svetih ima torej dva pomena, ki sta najtesneje povezana. Občestvo, to pomeni skupna tevižnost pri svetih rečih, sanka, svečvencem. In občestvo med svetimi osebami, stanka, se pravi, razumete to, se pravi, ko govorimo o občestvu svetnikov, pomeni, da smo najtesneje povezani v občestvu pri svetih rečeh. To so sakramenti. Razumete? Hkrati smo pa med seboj povezani kot ljudje, ki smo na poti svetosti in tistimi, ki so že šli po Bogu. Torej je to soboto. Marija je Kristusova mati, mati cerkve. Zato so bi bo spet odpuščen. No, Marija. Rečen. Ko se smeja, vas takoj potegli v sodobni ukvarjeni svet, jaz sem pa to čisto srca mislil, resno mislim, črke iz Trnava, pa so blizu na tip konferencija. Se pravi, Marija je Kristusova mati. Če pogledate, Kristus je ustanovitelj cerkve, Kristus je cerkev, iz katerega izhaja vse. In Marija je tista, ki je Kristusa rodila. Ko od vsega začetka spremljala, bila z njim, bila na Kalvariji pod križem, ko je Jezus rekel, žena, glej, tvoj sin, in Janezu, glej, tvoja mati. Janez je vzel, piše, da je Janez takrat vzel sešikle. Se pravi, Marija bila skupaj, ki je na nek način kot Kristusova mati, mati cerkve. In tudi potem po vstajenju, oziroma zlasti po Levogodu, piše v Svetem pismu, kako so se apostoli zbirali okrog Marije, ne okrog Petra. Okrog Marije, ali če pogledamo od njega, da so nekoga. Je Marija zbirala okrog sebe te zmedene apostole, Jezus jih je povedal, Božja pedagogika, res čarujita, kako jih je 3 leta vzgajal, da bi kaj dokva so bili trdi. Potem prikazal se mi je po vstajenju, pa še niso razumeli, da so še vedno zatenjeni, ki je bilo še vedno strah, pa še prste bi vtikali, pa še ribe je mogo jesti, pa drug, da so vendar razumeli, da ni prikazal, da je on, da niso tam. In potem, ko so se na to navadili, bi pa spet rekel, pade moji, za vas je pa boljša, da grem. Zdaj pa razumi to. Boljša, da grem, da drugače boste očitno in svet, naša sredano karakter, in so bi spet zmedali, pa še v nebesa. In je stal tam en angel, pa reče, ko je Jezus gledal, on je še kar to smo obotvi. Pa reče, tisti, ki je tam, Galilej, si kaj strmite in gledate na nebo. Tak je počel, bo zopet prišel, tako kot je lepo, ne bo na koncu sveta. Po pogledu počasno malo potolažiti, da začne svetati, kaj zdaj, koga ne čakamo, kaj bo ven svet na dobac. Kaj nam bo nazadil, kaj še da razumem, pa čeprav nisem še razumel. Jaz so pa eni svetega duha. In v tem smetani času je zopet Marija nastopila. V bistvu je Marija, zato Marija zbira cerkev. Tudi na ponedeljek po Binkošti je praznik Marija matere cerkve, prav zaradi tega, bomo poslušali, kako je zbirala cerkev okrog sebe in skupaj z ostalimi pričakovala obljubljenega svetega duha.
Marija zato res mati cerkve. Pod križem je bila izročena nam, ki ga smo na Bogu dobro upravljali, nič danes upravljali. In tudi ko so recimo, zdaj če malo še aktualiziramo vsa prikazovanja Božje matere, ne? Da sem umenil te glavne, Fatima, zvečno gre, ne? Vse vodi k Kristusu, razumete? Sinom, po cerkvi, nikoli mimo, vedno, vse. Isto među bolj. Podpuščane Grigove tudi preduje spoved, ne? A za spomnite? Simpan Kuks. Ja. Nam je bil se odpuščen. Na križu. Vse grehe je Kristus nesel na križ, tako da je v bistvu, a se dobro predstavljate, tako sem vsi grehi sveta. On je vsak zase pogleda, ne? Malo mi pomisliš še za svoje vremeno položaj, bo čisto malo, ne, vse vem prav. Zubni bo farana, ne, si rečeš, Bogu vse milijarde človeštva, vse greh, od Adama in Eve, vsi grehi, vse to je v njem. On nesel na križ, ne, umestil, vsi grehi so postali en stan greh. In takrat nam je bilo odpuščeno, takrat nam je bilo odprto, takrat je bilo po hudiču. Zdaj sem še zdaj rekel potem pa. In če je Bog z nami, razumete spet, ko je Bog z nami in kdo se upa v Gospoda, kdo ve, da mu je odpuščeno, kdo ve, da če zamoči in gre Gospodu nazaj in prosi ga odpuščanja, mu bo Bog odpustil, ne? Noben hudič ne more premagati ne vernega, ne cerkve, ker je verni del cerkve. Ne bo zakot, kaj je Jezus rekel potem Petru. Tudi zanimivo je to, ko je Peter izpovedal vero, tam vsi so nekaj, ne, ti si ta, so govorili, pa je Jezus vprašal Petra, oziroma apostole, kaj pa vi pravite do sem? In Peter, tako je bil, povzame besedo, ali ko bi on edini, ki je to mislil. Ti si Kristus, sin živega Boga. In Peter je verjetno mislil, da je ekstremno največjo resnico, ki si v resnici je, ampak Jezus ga takoj spet postavi na realna tla. Peter, ampak to, kar si ti rekel, čeprav si prvo rekel, nisi ti rekel, moj oče ti je to razodel. Ampak prav zaradi tega ti je spomen. Ti boš odslej skala, Peter. In na tej skali boš se zidal svoje celkave in preklenstva, vrata in jopom rebolo prevadal. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli bo zavezal na zemlji, bo zavezano na nebesih. Karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano na nebesih. Jovan, slišimo odpuščanje za. Slišimo zakrament svete spovedi, ga slišimo. Ga slišimo. In potem še drugič, ne, po vstajenju, ko je Jezus dihne v apostole, kateri grehe so jih, prejmite svetega duha. Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. Katerim grehe zadržite, so jim zadržani. Zdaj sta dva zelo močna velika, ne? Morda drugo leto, ko bomo zakramente obravnavali bolj podrobno. Tako Bog tistim, ki jih izbere, zaupa do take mere, da upošteva to tudi v nebesi. Karkoli boš razvezal, bo razvezan. Karkoli bo zavezal, bo zavezan. Kar bo se odpustili, bo odpuščen. Po duhovnikih, ki jih je on izbral, po škofih, ki jih je on izbral, zato da opravljajo posebno poslanstvo. Zato, ker ima človeka rad, zelo pa človekom rad, ve, da človek potrebuje slišati, videti, čutiti, ne? Da mora, ne? In jaz odvešam tvoje grehe, duhovniki, ne odvezujemo v svojem imenu, ne? Se poznate, da sedilo, mislim, bolj pozorni, ne? Bo kočil smidenje, ne? Vse delamo to v svetem duhu, po Jezusu Kristusu, v ime, poslušajte cerkve. In jaz poslušajte cerkve, ko da bi v oproščenje, ne? Ne v svojem imenu.
Jaz večini izmed vas nimam nikoli, niti ne pomislim, čeprav včasih pride v vas pa reče meni, že bom nekaj oprostite za včeraj, jaz sem v glavu, da se pozabil, če mi je bil kaj rekel, ali ga gledal, ali pa si ti ga mislil, ne smešam si. Jaz to delam kot duhovnik, ne? Bog je ksven in to on tu zgodbo, Bog to dela, ne? Bog to dela. Po nas kot nevrednih urodnih, odpušča rekel, pri krstu nam je odpuščeno, ne? No, oblast ključo, to se že omenil, v 30 slučaj. Ja, zato tudi razumete, sem da tako se bo vse. Zato lahko papež kot prvi, kot tisti, ki je dobil posebno službo, lahko določene stvari reče tudi za področje, ki morda niso tako enostavne. Za skrajšanje kazni za grehe, ali kot rečemo odpustek. Moč je tistega poglašenja, tebi Peter tam, karkoli boš, papež pove, kaj moram narediti, da bom to, da bodo to upoštevala nebesa, če reče po domače, razumete? Da mi bo izbrisan. Ampak to moram narediti v veri, s srcem in z dušo in razumem, ne? Jaz ne, če papež reče, zdaj bodo spet sveto leto, bo spet povedal, ne? Popolni nedelji odpustek morate porobati tja, narediti to in to. In mislite, na koncu se zveda malenkost, ne izlete radi, kot bo, kaj pa še skozi govorim, pa še veliko stvari vidimo, spovedi bom, kvet bo župniku šel, ne zmolimo še oče nas, zdravo Marijo, po namenu svetega očeta in to je to. Ne? A ti moraš verjeti, ne? Ti moraš to verjeti, ne? Verjeti, da je to res. In verjeti, da ti Bog to drži. In spremeniti se moraš. Pravi, da moraš biti v tistem trenutku, ko greš spovediti, ne narediti, da kateri koli grejo, ne? Pravi, ti, ko greš spovediti, greš v veri, vse te stvari mora biti v veri, da to dogajanje vere, da ti Bog res odpušča, odpusti naklone in celo odpustiti kazen za greh, ki si zaslužil. Zato so te stvari resne, to ne moraš ne kupiti, ne štempljati, tako kot v službi, ne? Aha, zdaj grem, ne? Potem ne naših pauza, se vstemplaš, ne se mora, tako ne gre za odpusti. To je res Božja zgodba od caj. Še. Stajenje mesa, ne? Tam smo že govorili, da je Jezus stal od mrtvih, zdaj pa spet stajenje. Zakaj? Veste, kako se začne Janezova evangelija? V začetku je bila beseda in beseda preko in tako naprej, da so postala, ne? Grško. Kako logos vsak segeneto. Logos, Bog beseda, je postala meso. In po čem smo mi najbolj prepoznavni? Po mesu, ne? Po telesu. Ter sedi, ko se čutimo, od zadaj še čutimo duha, ne? In cerkveni očetje so prav zaradi teh raznih gibanj, ki so takrat nastajale, in sekte zopet poudarjali. Kristus je postal človek, se je utelesil, ne? Je postal sarks, ne? Sarks, meso. Meso. Naše meso, istega mesa smo. Ne istega duha, tudi narekovajo Kristus. Se pravi, in kaj je Kristus, ko je vstal od mrtvih? On je vstal s telesom, njegovo meso je vstalo od mrtvih. In s telesom, s mesom v meso, se je torej prikazovalo apostolov. Kako je bilo to pomembno? Se pravi, Božja narava ni človeškega vzela do takšne mere, da bi bilo nič človeškega ne trpelo, da bi bilo tako z Božjo naravo povzeto. In Kristus je bil do konca Bog in človek. Z dušo, duhom in telesom je bil človek. Z mesom, in torej, ker je ostal s telesom, je torej rekel, da bomo nekoč vstali tudi mi. Pomeni, da gre za telesno vstajanje, vstajanje našega mesa, naših telesnih materialnih razsežnosti.
Duša je namreč neumrljiva, ne? Kako spravi samo svetopismo? In v smrti ne bo več telesne smrti. Tudi umreti ne bodo mogli več takrat, ko bo čas v požitku sveta. In zato smo v Kristusu, ko je Kristus stal od mrtvih, kot eden izmed nas, ne? Po krvi in mesu, po telesu, naš pred po telesu, ne? Kot rečemo šlape, razumete? Date nam te mladi in pravme, kako date starši in druge date na svoje otroke, ne? Kot Žancevega ima rekel, je bil ponosen na svojega sina, pilnik je razkopal oziroma sem rekel, ne, tako si ponosen na sad svojega telesa. A ne, bistvo je res, ne? Tako, naše teorije, naše podanje, in to je ostalo odvrst, in mi bomo ostali od dovršitve sveta s telesom. S telesom in bomo imeli poveličeno telo. Marija je imela malo privilegija, ne? Upravičeno, bom rekel tako po domače, smo veseli, da Bog ni pustil trohneti telo žene, ki je rodila Božjega sina v grobu. Tako pravijo starodavne hvalnice, ne? Da Bog ni mogel pustiti v grobu trohneti telo žene, ki je rodila njegovega sina, ne? In zato je z dušo in telesom vzel nebesa. Se pravi, ja, in zato, ker je Kristus naš brat, je v bistvu Kristusovo vstajenje, zdaj začetek našega vstajenja, ne, ker je naš, razumete to logiko, ker je naš brat, ne, je našega, naše krvijen. Se pravi, Kristusovo vstajenje je začetek našega vstajenja. In Pavel je tako hrepel potem, da bi bil s Kristusom. Čeprav ne še s telesom, ampak vemo, da apostoli so pričakovali, neprestavno so bili pričakovali dovršitve sveta, konca sveta, Kristusovega drugega prihoda. So kar naprej pričakovali, ne? Da se bo to zgodilo še za časa njihovega življenja, zato tudi pravijo na nekaterih mestih, da nekateri bodo živi, živi dočakali Kristusov ponovni prihod. In da tu bodo, to bojo vse. Pavel pravi, ker je verjetno, da bi odžel sveta in bil s Kristusom. Bil s Kristusom. To je to. V mojem odrešeniku, v mojem bratu, v mojem Gospodu, bi pa seveda vsi skupaj kot vrgamo med nami. To je res in da se, ne? Skratka, zdaj potem se tudi razumemo kristjane, prve kristjane. Oni so bili soglavi smrti. In ko gledaš res vernega človeka, in skoraj nišče se ne boji smrti. Večni so imeli bo to, ker gredo, ker bodo zapustili svoje drage, ker ne bodo nekaj časa v takem tesnem odnosu, spet kako pomembna tudi razsežnost, s svojimi otroki, s svojimi prijatelji, ampak bodo na drugačen način, ki ga bolj slutijo, po viri dojemamo, ampak hkrati se bodo veselijo tega, da bodo s Bogom, ne? Pa s tistimi, ki so že tam. Da se spomnim naša mama, ko je krajala z tega sveta tam enkrat po veliki noči, ko se je zgodila iz klinične smrti pa kome, sem mi rekel, mama, zdaj boš mu počasi šla svojemu terinu, to bo očekal od mene. Ki je umrl že 79, da vem, da mama bo pred 5 dnevi, ne plavi, sem se veselim, ste veseliš. Kaj šele Kristusa, razumete? To je. Zato smrt za nas je v bistvu, kot je, če po domače, pa hkrati zelo govori. Ko smo bili spočeti, ko se je začelo naše življenje in smo živeli noter v materinem telesu približno 9 mesecev. In smo iz tega varnega okolja šli ven, je bilo naporno. In za nas, ko smo se rodili, in za manj. In potem običajno ne smo slišali. In potem imamo nekaj 10 let zgodbe življenja, ko po bistvu si izbiramo nebesa, pekel ali nebesa. In čeprav živimo, če smo obdarjeni z vero, če v veri rastemo, potem vemo, da je v bistvu ta smrt
Zaprav, tako kot je bilo rojstvo, smrt prejšnjega življenja, neumadenim telesu, da si se lahko na novo rodil, je potem pa ta zemeljska telesna smrt, smrt temu svetu, odmiranje temu svetu in rojstvo v novo življenje, ne? Pri Bogu nebesem. In to obdobje, ki gre pa v novo zgodbo, ki jo malo razberemo na podlagi Božjega besede, ne? Je v bistvu izven časa in prostora, in samo čakamo, da bo Kristus res potem prišel in rekel, zdaj bo zadost, ne? Zdaj se bo zadost in bomo pa to lepo vodili. In bomo ostali s telesom. Zato tudi zato mi kristjani praviloma se s telesom obavamo, vse to veste, ne? Še vedno cerkev vabi. Čeprav smo Slovenci v špici med žarnimi pogrebi, tudi mirni. Zato pokopališčem rečemo mi sveta zemlja, ne? Razumete? Ker to je izraz vere naših prednikov, sveta zemlja. Tam počiva en del vsakega človeka, ne? In bo obojeno to telo nekoč. In bo zopet v polnosti v nebes. Bo Jože ali pa kakorkoli, na tem jeziku komod kodja. In več na življenju se te stvari se prepletajo, ne? Se pravi, ko govorimo malo, razvijamo to osebno sodbo in takrat se v bistvu na poseben način zopet zadinimo s Kristusom, ne imamo v svojem nebesa ali ščice. Rešilna zgodba je tista na koncu, kaj tik pred nebesom smo bi rekli, mi se tudi, ne? Bekavira je bila tudi ena taka čudna zgodba zamrznjenosti, pa vse se mi skoraj razne slike, lahko bi se pomalo podobno, ne? Kot vidite Bekav, ne? Zanimivo, ne? To sem bil zadnji čas še lepo podoben. Svetopismo uporablja Jezus sam dve podobi take, ne? Za te završene, ne? Bekav, ne? Ognjene plamene, ne? Ali pa škripane zobe, ne? Daj škripamo zobe, kada nas jede, ne? Nekada nam je vročaj. To je ali pa jezen, se pravi. In v peklu se v bistvu dve stvari, ki naravno ne rečeta skupaj, ne izraža, da bo obakila nekaj zahtevnega, ne? Neko čudno stanje, ki v peklu bo to očitno skupaj, ne? Vročina neznosno, trpljenje in škripanje bo osamljenost in tako dalje. Odpovedal si se ljubezni. Odpovedal si se tistemu, ki ti je dal življenje. Odpovedal si se odpovedalost. In Bog te ima tako rad, da če ustrajaš do konca, da ti to omogoča. Razumete? Zato nimamo seznamov tisti, ki so gršne. Cerkev dela sezname tisti, ki so nebesi. Nekatere razglasimo in jih poznamo, so božji služabniki, za katere že rečemo, da so. Dokaj dosti, da samo ne bodo postali blaženi, pa potem sveti. Nekateri so že razglašeni za svete malo vorejše, kot že govor, zaradi tega, ker so tako lepo živeli, tako bogato živeli, dobro živeli, ne lepo, veste, tu malo mešamo, ne? In res počasih. Dobro živeti pomeniš uresničiti se kot moški, kot ženska in da si v vsakem trenutku, če je bilo le mogoče, naredil vse, kar je bilo mogoče. In vse z veseljem in ljubeznijo. Mi si bo predstavljamo lepo živeti, da malce da greš čevljače čez, ne? Malo se umakneš, malo si kritičen, ne bo skrbel za ti tako dosti dobro, ne? Ni krčok. Da tu se od sebe, ne? In tista sodba, Kristus to domočili, da so bogato. Apostol Pavel, ki smo že govorili, celo stvarstvo željno pričakuje poveličanje Božjega otroka. In smo Božja zveza. Stvarstvo pričakuje, to mrtvo stvarstvo krepeni po tem, da bo preobraženo, da bo nastalo novo nebo in nova zemlja, v katerem bo prebivalo to poveličeno človeštvo,
z ostalimi telesi. Razumete to božjo logiko? Vse trebeni potem. Ne bi šlo na govornosti, da pa kar ne bi šli. Kristan gori nam druga. To ne pomeni, da moraš šli, daleč od tega. Ampak da še imeti enega možakarja v Modenu, zaradi tega manj se poširilo, pa je delala v Gospicu. Zopet v stolnici je bil ta bezmežna, velotrajen, star srčen fant, penzij je bil, rad je hodil pomagati, rad je dobro delo, dobro pravil službo, skoro nikoli ne hodil na nekega darja, pa je hodil tam iz Zaloga še dve. In potem samo enkrat mi povedal, katerega si bil rak, enkrat sem mu malo zalepil, ker dač ljudi nastop ne vedno. Ker je gozovnik, sem šel po spic, in sem naročil, da takrat, ko bom prišel, da me bodo sprejeli. Rekel sem prišel noter in sem povedal, da so rekli, foga pobirali. Rekel, ne, vseeno. Rekel, vseeno. Takrat, ko prišel bo še noter, ko bom na to odplinjeval. In je prišel po spic, on je vse čas zavračal tam nekaj. Nič, nobeni žlagosti. In je šel noter, še 3 mesece v spicu, sem ga šel bajati iskati, res na koncu tako še bo so rekli, vsi tam, on ne mara ničesar. On ne mara ničesar. On je rekel, da mora, to je bil njegov trdno izgleda, da hoče ureči zavestno in narediti vse trpljenje za vedove. Živeti, nam ne prenese vsi tega, smo različni, ampak on je to počel, ne? Jaz sem rekel, da so na nek način kot podgristil se, ne? Deloval za neke stvari. In to našo pot, ali to lepo pot, lepega življenja, ne pomeni, da je brez trpljenja, ne? Ampak je pa pomembno, kako to živimo, to zgodbo, ne? Ko nam vse gre, in ko ne gre tako, kot bi rad, ko nas kaj zadene. Vse je pomembno. In vedeti moramo, kako se bo na koncu tudi izmed. Amen, in lahko se v razpovedi, amen pomeni tako je. Lahko bi rekli, da je stara hebrejska, Jude še vedno uporabljajo, ampak tudi tako je, držijo, ne. Kot pa je to za primer, ne smem te v bolj besede uporabljati, žubnik ne smem. Drži kot pripito, to pomeni amen, ne? In ko rečem na koncu molitve amen, ali pa pri veroizpovedi, pomeni, to je to, pika, klicali za tem stoji, to si jaz, ne? To je del mene, razumete? To je del mene. Meni se gledati v fant. Govorite na koncu, se moramo skupaj to ne možno vse je. Ignacej, to z tega, njegovo geslo, da to pa lahko povem. Ad majorem Dei gloria. Da se pravi, vse, kar delam v večjo božjo slavo ali čast. To je zanimivo. Tukaj sem zelo veliko zlobbe naredil in njegove duhovne otroci v zgodovini. Tako da naredimo križ, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vzemi Gospod iz sprejel so name svoboda, moj spomin, moje razum, in vso moja tvojo, kako bi iman, a manj me volil, in ti si mi dodal, tebi Gospod dobral, vse tvojega razpolaganja z vse, sorodoma v svoji poroči. Daj mi svojo ljubezen in milost, da to umem z tega. Amen. Vse še stavek. Da so polanci tisti, ki ste rekli, da ste ne vem, kad se šel z mojih ust. Kako je meni rekel, da je dolg in ni bil več. In ni mogel verjeti. On ni mogel, še eni ljudje ne morejo verjeti. Še en si vas bo človeško govoril. In rekel vam, sloče, kakšno srečo imate, ki se ne bi. Ko meni, ki nima mira znaka razlogov za življenje, se vam šele začne. Ali pa domače. Vjernemu nikoli ne smije zmanjkati razlogov za življenje. Ravno ne. Pred nami so nebes, večnost. Amen.
in my gedaj.